in sem začel šele opazovati vzorce in pa kje sem. In to je bilo pol sam, ali se bom ubil, ali pa bom depresiven do konca življenja. Ta osebnostna rast, bolj ko delaš na sebi, bolj ko rasteš, bolj tudi postajaš odprt in energetsko in čustveno in tako naprej. Nimam nek končni cilj razsvetljenca, jaz hočem sam biti v mojem bitju, v moji srčnosti in se prepustiti vesolju in kam me zanese. Nimam nek končni cilj, no. Malo je drugače, no. Ful je dober. Sva, ready? Ok. Kje začneva, po mojem, lahko se nam malo predstaviš, tvoja zgodba in potem bomo videli sproti naprej. Ok. Kaj mi ponese, ne? Hvala sprva, da sem bil povabljen sem. Hvala za ta prostor, da lahko spregovorim. Moje ime je Manuel. Jaz sem rojen v Švici. Tam sem prvih 10 let preživel mojega življenja, kjer sem tudi hodil do 3. razreda. In pol se je zgodilo, da sta se starša ločila in sem se preselil v Slovenijo z bratom in z mamo. In ja, potem sem tam nadaljeval srednjo šolo in tam sem že začutil, da bi rad bil podjetnik. Zanimala me ekonomija, podjetništvo, kreativno izražanje. In to, da lahko sam ustvariš nekaj iz neke ideje. In tudi izhajal sem iz tega, da si želim nekako finančno svobodo. Tako da mogoče sem tudi že takrat malo izhajal nekega strahu. Tako da sem pol šel študirati finance in ekonomijo v Maribor. Sem šel potem naprej v Nemčijo na izmenjavo in vedno sem hotel nazaj v Švico, nekako me je to vlekel, da bi delal v švicarski banki. To je bila moja ideja, delati v banki, imeti ful denarja, imeti dober avto, hišo, ženo, klasika pač. Te v bistvu ta nekak prevzemanje te neke ideje iz nekih filmov ali pa kaj se govori naokoli, ne, kaj je norma. Iz družbe, ne, ta tako. naša kultura, ne. Tako, ja. Kaj moraš imeti, da si uspešen oziroma srečen? In pol sem končno prišel v Švico, sem preko praks v farmaciji, prišel potem še v banko in sem pol tudi začel študij, magisterij financ in ekonomije. In pol sem prišel do ene točke, kjer je bilo pa samo fuck, zdaj smo pa tu. In se je vse podrlo. Vsa ta ideja o tem življenju, kako bom se počutil, ko bom na tej točki, ni bilo tak. Torej, ena zelo dobra knjiga je How to be happy, od Moa, to je en bivši CEO Google X-a in govori tudi, kako so že stoiki pravili, da velikrat je razočaranje razlika med pričakovanjem dejansko interpretacijo te situacije, ne. In to se je meni zgodilo, ne. Jaz sem pričakoval nekaj in potem se to ni zgodilo in potem je bila ta razlika razočaranje. In ja, pol sem bil v nekem mehanizmu dela in duša mi je počasi umirala. Čutil sem, da nisem več jaz in da ni več te živosti, da ni več tega elana, da ni več tega kreativnega izražanja, ampak samo še kucanje in pa zamenjava časa za denar. In pa sem prišel do točke, kjer sem začel meditirati in se začel opazovati in sem začel šele opazovati te vzorce in pa kje sem. In to je bilo pol sam zavedanje, če bom ostal v tem, ali se bom ubil, ali pa bom depresiven do konca življenja, ali pa bom projeciral to na otroke, na ženo, na ljudi okoli sebe. In je pa bil ta klic, moram iti nazaj v Slovenijo, želim si iti nazaj v Slovenijo, da je to moj namen tukaj na tem svetu ali pa življenju sedaj, za ta trenutek, za tisti trenutek. In noben me ni razumel,
starši me niso razumeli, oče je še v Švici, pa brat je v bistvu za mano tudi prišel v Švico, on je tam ostal, on je pediater in mu je ful dober in je ostal, ga tudi čisto razumem. Mene pa poklical nazaj, no, in me noben ni razumel, zakaj zdaj želiš nazaj, finančno sigurnost imaš tu, vse, ne, oče me sploh je bilo zelo težko sprejeti to, ne. Ampak potem, ko sem pa prišel v Slovenijo, se pa začelo odpirati. Potem sem odprl tudi svoje podjetje, startup, kjer smo se ukvarjali z digitalnim transformacijami, optimizacijo procesov, razvoja programske opreme. To sem začel z enim partnerjem, ki ga že poznam od osnovne šole, tako da se je v bistvu razvijalo vse in potem smo tudi, je bila ena družba, kjer smo se družili in kjer smo delili to ljubezen do glasbe. In to je še bilo tudi med korono, glih sem prišel v ta drugi val in je bilo kar heavy, tudi ta proces, ko sem prišel, a sem se prav odločil, si ti dvomi so prišli. Ampak potem, ko smo imeli ta druženja, sem vedel, ok, to je to, sem prišel v svoji družini, ne. In tam smo potem imeli te oddihe, 5-dnevne, in smo si kot nek svoj retreat naredili in tam smo potem tudi malo žurali, malo smo si delili znanje, čisto organsko, kuhali smo skupaj in je prišel nek tak občutek pripadnosti, to, kaj mi je manjko v Švici. Pa, community. tako, ta občutek skupnosti, da pripadamo in da so v bistvu vse te potrebe pripadnosti pa sprejemanja drugačnosti so bile potešene, so bile zadovoljene. In je bilo res prvič tak neverjeten občutek svobode. Pa to, da lahko brezpogojno dam, da lahko res, da niso zdaj, da so moje potrebe zadovoljene in zdaj lahko jaz dam skupini in vsi so imeli ta občutek in ko smo v skupini lahko sam dajali. In je se ta flow ustvaril, je na plesišču potem tudi začer, ko smo imeli potem žurko, srečo smo imeli DJ-je, ko smo zelo podobno žanr muzike tudi poslušali in je bilo tako ful zanimivo to opazovati, da nas je glih vesolje skupaj spravilo tja. In tako se je tudi sinergija ustvarila, ker smo hoteli to deliti naprej in smo se zavedali, ok, mogoče pa to nimajo vsi te sreče pa privilegij, da so mogoče ta občutek dobili in smo hoteli to varnost pa ta občutek pripadnosti dajati naprej, no. In zdaj se od takrat odvija naprej, niti malo mi ni žal, da sem naredil ta korak. Sicer vmes je bilo tudi težko, ker sem bil navajen neke finančne svobode in sem vesel, da sem to izkušnjo naredil, da sem to začutil, da sem to v telesu, kaj pomeni finančno biti svoboden. Prišel sem do točke, kjer bi mi lahko dal še par jurjev več na mesec, pa ne bi ostal. Tako da to ni samoumevno, da sem imel to možnost, ampak jaz sem pa videl, da tako rečejo, denar ni vse in je veliko še drugih stvari, ki so pomembne. Ja. Tako da to je to, no. Ja, samo po mojem, saj jaz kar opažam, pa kar drugi ljudje govorijo, tako kot si ti zdaj povedal, do tega spoznanja prideš šele, ko dosežeš ta cilj financ, ne. Prej si misliš, ok, jaz pa ne bom tist, ne, če bom imel zadosti denarja, bom sigurno srečen, ne, samo velika verjetnost je, da ne bo, ne, ko priješ do tiste točke, sploh če delaš nekaj, kar ti res ne veseli, kar te ne polni, denar verjetno ni dovolj. Ja. Mislim, do ene mere, do ene mere da neko možnost, ne vem, investiranja v sebe, v izobraževanje, v to, da se razvijaš naprej, da podpiraš neke projekte. Jaz ne rečem, ful imamo velikokrat to stigmo v naši družbi, bogataši so slabi ali pa koruptivni ali pa delajo slabo z ljudmi. Ne? Ful imaš bogataše, ko delajo ful dobre stvari in imajo tudi pol uporabijo njihov vpliv za dobro. In jaz ne rečem, mogoče tudi za sebe govorim, da to relacijo do denarja malo spremenimo, da je good, ampak je odvisen, kaj je spet namen. Jaz vidim, da je denar neutralen, pa odvisen, kako energijo daš not. Ne. Ja, ful je teh prepričanj. Jaz jih še vedno malo razbivam glede tega denarja. Ne. Ko dobiš pač
in skozi vzgojo, pa tudi odvisno pole od lokalnega okolja, ne, to recimo podjetniki dosti govorijo, ne. Mislim, da je prav ta Rich Dad, Poor Dad knjiga, ki govorijo tega, odvisno kje, v kakšnem okolju se rodiš, pole to bo ti tudi povedalo, kako uspešen boš, pa kakšen odnos boš imel do denarja in ful so ta prepričanja in notranji vzorci pomembne, ne. Zdaj si že malo predstavil, bi se ustavil malo pri tej sinergiji, pa flows, tukaj prek tega so se tudi povezala, pa se zmenila. Zdaj so malo spoznali ljudje, kako se je vse to začelo, pač je bila neka spontana stvar, ste se dobili in potem ste začeli to malo bolj organizirati. Da nas popeli skozi to zgodbo še, kako je prišlo do prvih festivalov in tako naprej. Pa kaj je zdaj, recimo, počneste še? Ja, potem, ko se je malo odprlo po koroni, da je bila možnost organiziranja dogodkov pa zbiranja ljudi, smo začeli z dogodki v Ljubljani, pač intimnimi dogodki za intimnimi iz vidika manj ljudi, torej do 200 ljudi. Smo na različnih lokacijah sprobavali različne koncepte in smo imeli elektronske žure, ki smo pa probali dati neko zavestno noto, pomeni, da ozavestimo nek bonton tega prostora oziroma varnosti, pomeni, da spoštujemo private space en drugega, da to postane kot neka kultura. Pa se ne rečem, da smo mi edini, to se paralelno v fulih organizacijah se je to tudi dogajalo, ne? Da se pač ozavesti to spoštovanje en drugega, da ni sam point, da gre zdaj tam loviti ženske, ker smo ugotovili, pač tudi mene je motil, ne, v dostih žurih, da pač ni te varnosti oziroma da je sam ta hunting, ne, pa sam nameniti ženske ojagati po domač povedano, ne pa zaradi glasbe, ne pa zaradi plesa, ne, in je vibe čist drugačen. Ne vem, velikrat sem imel ta občutek, prav ful je zanimivo mi je bilo opazovati, če je bilo ful moških na plesišču, pa je bil ta namen, ne, zdaj bomo pa mi šli po ženske, da je prišel en turning point, kjer se kolektiva moških zavedla, ok, zdaj pa nič ne bo, ne. In je ful bolj, sem imel občutek, da je velikrat bila ta frustracija, ali pa neka agresija, ali pa nekak ful čudno, težko pisati, ampak je drugače, no, če res ni kolektivni namen to. In smo probali pol ta privat vibe, privatke, pač dajati, širiti na teh dogodkih in smo potem začeli delati različne žure 6-krat na leto v Ljubljani in pa je bila točka in hoteli smo tudi uvediti mal nek žanr, ki je zelo nišen, reče se melodic in progressive house pa techno, pa tudi še malo organika zraven, ki nobena organizacija do takrat ni zelo podpirala ali pa da bi line-upe delali na tem področju, tako da mi smo pa ful imeli ta občutek, ful smo se povezali s to zvrstjo glasbe in smo tudi po tujini malo hodili po festivalih in smo to želeli malo prinesiti v Slovenijo. Pol je še tudi začela neko partnerska organizacija to organizirati, tako da ful sodelujemo z njimi, Eclipse, tudi ful dobre žure delajo. Ampak pol v neki točki nam je pa nekaj manjkalo, ker vsi iz organizacije, sploh z Jernejem, ko smo začela, se ukvarjamo z osebnostno rastjo, s psihoterapijo, somatiko in vse to, da nam je še en del manjkal in to je ta del, ki ni samo, da se dobimo za par ur, ampak da skupaj še delamo na sebi in da tudi skupaj spimo na enem mestu, ne, ta feeling privatke, ko smo šli za par dni nekam, pač spat, pa se družiti, pa ustvariti nek tak bubble, ne. Spet ta community, ne, skupnost. Tako, ta del nam je manjkal in pa smo rekli, mi bi radi festival naredili, kjer bi kombinirali ta dva svetova, ne, ta žur in pa ta delo na sebi, ker point že od začetka pri sinergiji je bilo, da ustvarjamo mostove med nekim čist konvencionalnim svetom, ko mogoče ni tukaj v nekim spiritualnem svetu ali pa tudi osebnostni rasti. Spiritualnost je zelo tako, kako bi rekel, ima več definicij tega, ne, in
dostikrat je lahko malo taka tabu tema, ne, sploh, Tako. ko prvič slišiš, pa ljudje, ki ne poznajo to, ne, duhovno, spiritualnost, ne, to ni zame, ne. Ja, To, ja. ampak ni samo, ko si rekel, ne, več definicij tega, ne. Ja, In odvisno, ja. kako predstaviš, ne, ali je Tako. to nek no age spirituality, ali je to bolj krščanski duhovnost, ne, Tako, ali ja. je to pa neki vmes, malo bolj tak prijazen pogled na to Tako, stvar. tako. Pač mi kot sinergija se fokusiramo na non-religious spirituality, ne, torej nereligiozna, pa nič ne rečem, nekatere religiozne spiritualnosti pač ne glih, mislim, ne zavajbajo mi, nočem jih obsojati, ene so ful dobre za mene, ampak vse je relativno. Sam mi smo se odločili, da ne bomo šli v to smer, ampak res ne religiozna spiritualnost. In kaj to pomeni? Za mene spiritualnost pomeni srčnost, to pomeni se povezati spet z nekimi osnovnimi vrednotami človeštva. Pa to, da se povežemo s svojim duhom, s svojim spiritom in da gremo čez to, kar mi sam vidimo. Torej v ta mogoče malo energetski svet, malo spiritualni svet, ne? Ta svet, ko ni utipljiv, ampak je tu. In ko mi delamo na osebnosti rasti, mi začnemo tudi te senzorike malo aktivirati in prepoznavati. In tu smo hoteli placirati sinergijo oziroma delamo na tem, da ustvarjamo mostove med tem konvencionalnim svetom in spiritualnim svetom. Pomeni, mogoče ljudje, ki še spoznavajo to ali pa še niso nikoli slišali o metodah v spiritualnosti ali pa somatiki ali pa imajo alternative, želimo to predstaviti na zelo neinvaziv način. Pomeni, tu je prostor, če želiš, po drugi strani pa ni potrebno, ne? Zaradi tega pa festival, pa vsi plesi, pač če ne čutiš, ne rabiš, tudi na festivalu, če ne rabiš, če nočeš iti na delavnice, pet na delavnico freedivinga, ki je zelo mogoče nespiritualen, sicer je tudi neke dihalne tehnike so vključene tam, ampak, a veš, želimo ustvariti prostor, kjer se srečajo zelo različni tipi ljudje in ne obsojamo ali pa razlikujemo, kdo je boljši ali slabši. Ker tudi, ko gledamo, nekateri spiritualni ljudje so manj spiritualni, kot si mislimo, pa nekateri nespiritualni ljudje so za mene bolj spiritualni, kot si mislimo. Tako, ful je težko na prvo žogo ocenjevati, ker nikoli ne vemo backstory, pa kaj dela ta oseba. Ja, jaz se strinjam, tu mi je ful zanimivo, da si zdaj to povedal. Jaz tudi recimo začutim, ker dosti časa že delam na sebi in se mi zdi, ko si prej omenil, ta osebnostna rast, bolj ko delaš na sebi, bolj ko rasteš, bolj tudi postajaš odprt in energetsko in čustveno in tako naprej. In če se usmeriš potem v to pot naprej, pole lahko tudi čutiš druge ljudi in tako. Jaz se recimo začutim nekatere ljudi, ki so bolj odprti, ki so bolj spiritualni, pa čeprav oni ne mislijo, da so spiritualni, ampak jih začutiš, ki so puhni karizme, dobro počutje, so taki prijazni, pa odprtega duha in tako. Recimo pred novim letom smo imeli podcast z enim duhovnikom, to je Zbrt, in on je pač duhoven po krščanskem, ampak je še vedno spiritualen, ker pač kot odprt, je dobra duša, dober človek, in take ljudi začutiš, ne? In tu je tisto, vsaj po mojem mnenju, delo na sebi, ker se na konci opazi, kakšen človek si ti potem na podlagi tega dela. Ne? Se ful strinjam s tabo, pa lepo, da si tudi omenil krščanstvo, ker imamo tudi neko negativno stigmo ali pa perspektivo na krščanstvo. Vse je veliko mogoče slabega se dogajalo, ampak tudi zelo veliko dobrega, pa nisem jaz pač zelo krščan ali pa karkoli, pač bolj rečemo sledim nekemu budizmu ali karkoli, ampak tudi spet ne ekstremno, ne, in pač vsaka vera ima tudi mogoče neke svoje prednosti, pa itak tudi slabosti, tako da ful dobro, da si to omenil, pa še vedno je to prisotno, ne, na slovenskih tleh krščanstvo, tako da ful dobro, da si to omenil, me pa zanima, s to smo se pogovarjali, da bom tudi tebi mogoče dal kakšno vprašanje nazaj, kako pa ti gledaš na spiritualnost, kaj je tebi definicija spiritualnosti? Zelo podobno, kar si ti predstavil. Se pravi, da si povezan sam s sabo, da hojiš to pristnost, ljubezen do sebe,
da delaš tisto, kar te veseli, da delaš stvari, ki te polnijo, za katere čutiš strast, namen in tudi hkrati, da se povezuje s sabo, hkrati pa z nekim višjim od tebe. Ali je to pač Bog, ali je vesolje, pač kozmos, kakorkoli. Se pravi, da se povezuje s samim sabo, svojim dušo, svojim spiritom, z nekim večjim od sebe in hkrati, da pač delaš in živiš tisto, kar čutiš, da je zate. Okay. Tako recimo. Ja. To se mi zdi, da ustvarja ta spiritualen del. Kaj pa rekel si še, da delaš dosti na sebi, a imaš kakšne metode, ko jih trenutno uporabljaš ali ko jih redno prakticiraš? Ja, zdaj meditacija, mi ful pomaga meditacija, čuječnost. Začel sem kar zgodaj, ne sprav z meditacijo, ampak tu nek avtogeni trening, sproščanje. Ko v bistvu jaz sem prej igral odbojko, sem bil odbojkar, tako profesionalno, profesionalno. In zelo zgodaj sem videl, da mi moj povzroča veliko težav in da mi pole povzroča težave in v življenju in pa odbojki. Jaz sem se takrat ful sekiral, ko sem naredil kakšno napako, je stala z mano še par točk potem, ker je šlo mimo. In takrat sem pole začel obiskovati psihologinjo in pole tam smo začeli delati na tem miselnosti, miselni vzorci, sproščanje, čuječnost in tako naprej. Tako da tisto je bil začetek, potem pa itak greš naprej po tej poti, ne, se pravi čuječnost, meditacija. Recimo v zadnjem času so mi ful všeč reiki, reiki, meditacija, aktivacija, sploh recimo pri kakšnih teh astroloških dogajanjih, polne lune, mlaji, ekvinoksi in tako naprej. Tam čutim, da recimo je ful teh energij, ki jih lahko izkoristim za delo na sebi. To, meditacija dnevno, 2x na dan idealno, pole redno terapije. Sicer ne hodim na psihoterapijo oziroma v tem, ali pa so tako alternativa, se pravi take energetske terapije skupaj s terapeutom, se pravi predelovanje teh notranjih vzorcev, prepričanj in to skozi te energije. Podobno kot reiki, ampak on je malo drugam usmerjen. To recimo in potem še zadnje so, ki mi ful pomaga, pa so naredili ful velik vpliv na moje življenje, so pa psihodelike. Tako. Ko vem, da so tudi recimo za tebe so velik del. Ja, so mi tudi velik dale. Sicer do neke mere sem čutil, da so podporne, ampak nikoli nisem želel vzeti psihodeliko, ker so trendi ali pa ker je moderno ali pa ker je to način, kako prije do nekega razsvetljenstva ali pa do nekega trauma releasa, ampak sem jih vzel, ker po eni strani me je sam zanimal ta svet, po drugi strani me pa zelo globoko poklical, ker nikoli pa ni bil namen razsvetljenstvu, ker res tudi zdaj nimam nek končni cilj razsvetljenstva, jaz hočem sam biti v mojem bitju pa v moji srčnosti in se prepustiti vesolju in kam me zanese, nimam nek končni cilj, no. Ker vem, da to potovanje bo še dolgo trajalo in tudi verjamem v posmrtno življenje in pač razsvetljenstvo bo prišlo, ko prišlo ali pa nikoli, ali pa je mogoče to samo neka ideja, iluzija, ne vem, nimam odgovora. Ampak psihodeliki takrat, ko so pa, sem jih pa začutil, so mi pa ful dali, ja. Sploh San Pedro, no, San Pedro mi je velik dal. Sem pa zadnje čase ugotovil, da mi je pa največ dal mikrodosing psilocibina, gobic, ker sem tako bitje, ki zares mi ne pomagajo ful neki šamari ali pa po domač poveda neki taki ful veliki uvidi, ampak bolj ti subtilni uvidi, ki se razširajo čez neko časovno obdobje in potem imam tudi čas integrirati to. In sem zdaj bil nazadnje na enem obredu rdečih mušnic, kjer sem tudi razumel končno, zakaj me pa kliče tako slovenska zemlja, ker se je šlo o tudi slovenskih prednikih, kaj so oni uporabljali pa slovenskem šamanizmu oziroma kresništvo je pravilno. Slovenski šamanizem se zaenkrat ne obstaja, ampak je to po slovensko kresništvo. In tam tisti tudi gre, tisti obredi niso, da greš ti tripat ali pa da vzameš neko makrodozo, ampak je mikrodozing. In tisti načeloma vzameš
ni protokola, tako kot psilocibinu, tako da zelo je po občutku, kaj te pokliče, in pol je tudi čez 3 mesece, mislim, časovno obdobje 3 mesece ali pa manj dlje, in je point tega, da se ti počasi odpira. Tukaj, ker tvoja duša trenutno pripravljena in tudi potem počasi integriraš, zelo subtilno, ne. In to je meni najbolj podporno bilo, no. San Pedro mi je pa bil ena taka prelomna točka, kjer sem mal pogledal v prejšnja življenja in tudi malo s predniki delal, no, moške strani, tako da je bilo tudi zelo zanimivo, tistem v Tenerifah, sem šel na eno obred. Ampak mi je na koncu, jaz vidim, da ful so dobri vsi ti obredi pa vse, ampak če to ne integriramo vsakdano življenje in naredimo spremembe navad in se meni pomaga do določene mere tudi disciplina, ker mi to da neko strukturo in svobodo v tej strukturi in pa okvirjev, potem je vse skupaj sam velikrat bežanje ali pa pač nek prostor, ki je lep ali pa ki je grozen, tudi ko delamo shadow work ali pa ko delamo delo s temami, rečemo sencami, je lahko tudi neko bežanje, ne? Ko si velikrat mislimo, ok, gremo samo bežati v svetlobo, lahko tudi v temo gremo bežati, ker to našemu telesu paše, ker je mogoče navajen bil bolečine in mu je to komfort zona in domače, ne, če gledamo iz somatskega vidika, tako da tudi so lahko vzorci tukaj vidni, da gremo bežati v sence. Je treba se vedno vprašati, kaj je namen, pa mogoče reflektirati celotno dogajanje, pa potem tudi implementirati, no, tako da ja, se mi zdi, da za nekatere so psihadeliki zelo v pomoči, za nekatere ne, ker tudi vidim, kaj se dogaja trenutno z psihadelikim in bežanjem in pa da je to nekaj modernega. Za nekatere pač ni ta pot prava pot, je čist pot, ne vem, zen budizem, iz praznine pride do nekih odgovorov, meditacija ali pa sam hoja v naravi, tudi zelo moderna je zdaj meditacija, sam ni za vsakega meditacija, to je treba ozavestiti, pač za ene je samo hoja v gozdu, šport, karkoli druga, igranje na kitari, ustvarjanje, art, tako da, ja, to, no. Ja, se to je pač itak, ko si omenil zdaj, pač moraš dobiti nekaj, kar je zate in če čutiš preveč odpora, verjetno ni jih najboljša pot, ne. Ok, če začneš meditirati, čuječnost meditacija, sigurno je na začetku neki odpora, ne, sploh, ko začneš, ne, moraš iti malo čez ta odpor, da prideš skozi ta začetno fazo, da ti je bolj lažje, ampak če to verjetno ustraja in če ne vidiš nekih rezultatov, izboljšanja, potem mogoče pa to ni zate, ne. Pa dobi nekje drugje, ne, ko si rekel, mogoče je narava to, mogoče je samo dihanje, mogoče je šport, ne. Šport je super, da si čuječ, da sprostiš malo misli, napetost in tako naprej. Pa da te vzemlji, ne. Ful velikrat v spiritualnosti se dela, če gremo zdaj čakralni sistem, ne, sej druge filozofije imajo drug sistem, ampak pač jaz dosti čutim ta sistem, pomeni imamo 7 čakr, ne, po telesu razdeljen, se bolj fokusira na zgornje čakre, pomeni od srca navzgor, ne, in potem gremo meditirati gremo v vesolje, gremo v različne dimenzije, pozabimo pa naše naše korenine in to je ozemljitev in šport je ful dober način ozemljitve, da pridemo v telo, ker velikrat je ta problem je največji disconnect od telesa, pomeni ful smo racijo, ful smo v glavi, pa še gremo meditirati in nas še bolj odnese gor, ne. Telo pa sploh ne začutimo in jaz vidim, da telo je naš kompas. In intuicija je zelo povezana z našim telesom in intuicija nam pove, kaj je naša resnica in kaj je naša srčna pot, kaj je naš notranji kompas, kaj nam hoče povedati in zaradi tega je meni na primer somatika tudi tako všeč, somatska terapija, tisti, ko ne veste, to je telesna psihoterapija, ki dela na telesu. In tukaj v bistvu spoznavamo, kaj nam telo hoče sporočati in emocije v telesu, ne, ki se sprostijo, tako da ja, ozemljitev spodnje čakre zelo pomembno, ne, naprimer, zdaj sem bil na eni karmični diagnostiki, ki se je šlo z odnosom z očetom, torej da smo predelovali odnos z očetom in to je druga čakra, ne, odnosi s starši. Velikrat delamo spiritualnosti na sebi, pa
gremo spet gor ali karkoli, ne, ampak pozamo pa na te prvinske odnose z družino, ne. In tudi ful zanimiv delati na tem in se mi zdi zelo pomembno, no. Ja. Meni je zanimivo, ko si zdaj omenil ta čakra in to, jaz imam, recimo, čutim, ker jaz pač tudi delam dosti na teh čakrah in to, recimo čutim zgornje čakre, imam lepo, ampak od želodca dol je pa porušeno, ne. Malo je to, ker recimo, jaz sem ful čustven človek, ampak se nisem naučil tega skozi življenje, predelovati čustva in potem jih, sploh v želodcu jih potem hranim čustva in potem itak se tudi spodnje stvari, mislim, spodnje čakre se malo, niso lih najbolj ravnotežene, ne, in moram dosti na teh spodnjih čakrah, ampak v bistvu hkrati, ne, kad delaš ti meditacijo in to, greš še vedno gor, ne, tako da bi mogel dobiti neke druge načine, kako to uravnovesiti spodnje čakre, ne. Ja, naprimer, meni ful pomaga bosa hoja. Bosa hoja. To je meni taka neka osnova, pa zelo vsak si lahko sezuje čevlje, pa zokne. In meni je to neverjetno orodje za prizemljitev, pa delo, povezavo z naravo, pa spodnjim svetom, pa vse to, no. Tako da, pa tudi meditacije obstajajo, ki v bistvu je fokusirana. Da te prizemlji. Ja, ampak ja. Itak boš sam začutil, mislim, vidim, koliko že delaš na sebi, da imaš po moje že kar boš hiter spoznal verjetno, kaj za tebe. Itak prvo so informacije, ne, in potem začneš odkrivati in potem je delo, ne. Ja, res je, ja. Veš, kaj me zanima, recimo prej si omenil, da se moramo naučiti poslušati telo in priti spet v stik s svojim telesom, mogoče za nekoga, ki ni še tam, kar recimo bi mu lahko pomagalo, da prije bolj v stik s svojim telesom, pa sliši tisto, kar mu hoče telo povedati. Mogoče različna orodja so za to, jaz bi rekel, kaj je meni, jaz sam iz sebe izhajam, pa jaz nisem strokovnjak, to bi samo opozoril, da to je vse, kar jaz rečem, je relativno in je absolutno in ja, nisem strokovnjak, jaz sam izkustveno iz svojega življenja govorim. Meni je pomagal, v bistvu meditacija mi je pomagala iz vidika, da sem si ustvaril prostor prvo, kjer sem iz uma šel v telo. Pomeni, meni je pomagala meditacija, da sem si prvo ustvaril ta prostor, da je sploh možnost, da začutim. Zdaj to se sliši mogoče zelo tako abstraktno. Potem, kaj še mogoče ena stvar je tudi, da si ne probamo filati skozi urnik, ampak si res damo ta čas praznine. Da iz praznine ker jaz vidim, telo je, oziroma ta naš polje, aura, ali karkoli bi to pojmenoval, to je kot nek prostor, ne. In če ta prostor filamo skozi informacijam, pa skozi dejavnostmi, pa opravili, potem temu prostoru zmanjka ta možnost povezave, izmenjave informacij telesa in možganov. In ta prostor se mora prvo ustvariti. Torej, iz urnika, tistim, ko so na začetku iz urnika mogoče spraznati kakšna opravila, da ni, ker tudi naprimer v športu si bežimo, pa si fulfilamo urnike, pa izobraževanja, pa ne vem kaj vse. Mogoče pol dneva, enkrat na teden si vzamemo sam prostor, sam za opazovanje. In delamo neke vaje refleksije, opazovanje. Med hojo v naravi se vprašamo, kako se počutimo. Torej, že ta vprašanja čez dan, kako se počutim, brez odgovora, ne rabimo dati odgovor na to. To je, naprimer, meni zelo pomaga. Tudi kdaj med delom, ko sem živčen, kako se počutim. Samo to vprašanje, ker to je ful zanimivo. Mi vedno mislimo, da moramo dati odgovor na vprašanje, ampak včasih se lahko samo vprašamo in smo s tem. In ta signal mi damo pol telesu, ne? Možgani pol dajo v živčni sistem to vprašanje. In potem, ko to ponavljamo, počasi začnemo ustvarjati to povezavo. Pol ena način povezovanja s telesom je šport, je ples. Ples je zelo dobra stvar, da začnemo čutiti telo. In sploh ta ples, ki je intuitiven, pomeni, jaz vidim, da se paralela zgodi, ko mi začnemo iz sebe izhajati v kreativnem izražanju giba telesa. Pomeni,
da ne gremo po nekih okvirih. Jaz, na primer, izhajam iz salse in tam so neki okviri, kar je ful dober. Ampak ko sem začel, nek kontakt impro ali pa nek ecstatic dance in tudi na naših žurih se je v bistvu kot nek ecstatic dance, ker ti plešeš v bistvu po svoje. Ti izhajaš iz sebe in poslušaš, kaj te paše. Velikrat sicer smo v teh vzorcih, kaj si drugi mislijo, kako zgledam, pa vse to je point, da malo gremo pol iz tega ven. Ampak, naprimer, v plesu mi zelo ustvarimo ta nek prostor eksperimentiranja, komuniciranja z našim telesom, kaj se dogaja. Tudi neki gibi, ki niso v normi ali pa ki niso strukturirani mogoče. To, potem pisanje dnevnika zelo pomaga, bi rekel, da v bistvu pišemo, kako se počutimo, tudi mogoče prvo sam iz glave, iz mentala, kaj so naše misli in potem mogoče gledamo, kaj pa zdaj, kako se telo počuti, pa gremo po ne vem, od nogah do trupa, do prs, da gremo po vrsti v bistvu, po nekih delih telesa. Isto pa lahko v meditaciji to delamo, pomeni body scan, se temu reče, to verjetno poznaš, da gremo sam poskenirati telo od spodaj navzgor ali pa zgoraj navzdol in potem tudi ustvarimo ta prostor. Zmeri se v meditaciji je zelo velikrat pomembno, da ustvarimo prostor brez obsojanja. To pomeni, mi gremo čez telo in ne obsojamo naša čustva, ampak samo opazujemo in to je na primer tudi še en način. Tako da meni je največ pomagal ples, gibanje telesa, neke somatske delavnice so zelo podporne, fajn si je poiskati malo pomoč, če res ne veš, kje bi začel. Sploh na začetku. Na začetku, te somatskih delavnic je zdaj dost. Meditacija, jaz sem bral Headspace, ko je ful dobra meditacija za začeti. Pa šport, no. Pa pri športu spet pazi, da ne gremo v bežanje, ampak da je pač, da se tudi poslušamo. Jaz pač izhajam iz nogometa in tam smo mi konstantno šli čez naše zmožnosti, pa se terali, pa čez to, kaj je bilo res podporno, ne? Ker si pač mogel rastiti, ne? In sem si tudi tako malo živčni sistem videl. Vidim, da malo uničo, ampak se zdaj počasi regenerira in zdaj mi tudi več ne paše se preterati, no. Tako res, da se poslušamo tudi pri športu, ker tudi vsak šport pa intenzivno športa ni podporno, no. Ja, profesionalni šport je prav druga smer. Ni več dobro počutje, ni več zdravo, ampak je pač samo performance in tam moraš iti pač čez svoje telo znova in znova. Se pa eni strani tudi v neki meri je tudi dobro, ker se v bistvu ti naučiš, kako je čez ta odpor, sploh mentalni pa telesni, kaj tek telo ti zablokira, ampak ti se naučiš, kako je čez to. Tako da mogoče v neki majhni količini je to dobro, na dolgi rok pa sigurno ne. Jaz recimo tudi vidim, jaz sem zaključil z odbojko, zaradi tega, ker me je pač skurlo fizično. Takrat je prišlo do neke izgorelosti, burnouta, ker sem šel stalno preko, slaba prehrana, preveč kofeina, notranji pritiski, ker sem čutil, da moram vztrajati, čeprav to nisem čutil, da je več to moja pot, ni bilo več tiste strasti, veselja in to, ampak so bili vzorci prepričanja, toliko časa sem živel v odbojki, odbojka je moje življenje, gremo čez in pole telo je reklo pač dovoljeno. In recimo tudi jaz vidim, ker si jo omenil zdaj, da imaš malo skurjen nervozni sistem, tudi jaz še vedno, pač sem prišel že ful nazaj k sebi, ampak recimo visoka intenziteta v treningu mi še vedno poruši nervozni sistem. Tako da recimo meni bolj odgovarja zdaj v fitnessu, v džimu, trening moči, ki je manj intenziven, da še vedno ohranjam močno telo, ko je pa že več intenzitete, se mi že potem nervozni sistem malo aktivira, pa se mi malo poruši. Recimo zdaj ta teden prejšnji teden oziroma 14 dni nazaj sem zaključil program moči oziroma powerliftinga, se rekel, grem zdaj še pa nazaj malo bolj bodybuilding, malo bolj high intensity in sem začel, v ponedeljek sem imel leg day, zadnje 2-3 dni sem prav čutil, kako je aktivira moj nervozni sistem, kako je spet malo porušen. Zvečer nisem mogel spati, čez dan sem bil pod stresom zares. In sem videl, to je verjetno še nekaj takrat iz odbojke, mogoče neka travma od nervoznem sistemu, a pa mogoče nervozni sistem moj ne prenese več tega, tako da je pač zanimivo. Kaj pa glede to, da si bil profesionalni odbojkaš,
Kako si se identificiral s tem in kako je pol bilo, ko si končal s tem, a si imel kako krizo glede identitete, kdo si, ker velikrat, mislim, pri sebi sem to tudi opazil, da je bilo zadnje 3 leta oziroma 2 leta težko spustiti to, ker je to pač bila neka identiteta in se mi zdi, da je to nasploh, karkoli delamo, se lahko hitro identificiramo s čem, kar ni slabo vedno, ampak če pa preveč, pa potem ne spustimo nekaj, kar je za spustiti, kak je bilo pri tebi s tem. Zanimivo, recimo lih ta teden mi je prišel na Facebook, mi je prišel spomin, da je bilo 7 let od moje zadnje tekme, ker smo imeli po tekmi intervju in ta intervju sem potem delil naprej in pole Facebook, veš, ima te opomnike in tako, kao spomin in to. In sem pole prav napisal eno objavo, sem se malo spomnil, kako je bilo takrat. Ja, ful mi je bilo težko takrat, ko sem zaključil. Pa sem vedel, da to ni več moja pot naprej, da mora nekaj spremeniti, tudi zaradi zdravja, počutja in tako. In ampak, ker sem enkrat končal odbojko, je bila pa ful kriza identitete. Pač, ker odbojka je bila moj del življenja preteklih 10 let. Pač jaz sem študiral, jaz sem igral odbojko in to je bilo to. Pač ok, sem imel še nekaj malha zdraven, ne? Recimo prehrana me je začela zadnja leta, preko sem zaključil odbojko, me je začela zanimati, pa sem vedel, da bi začel v tej smeri naprej, ampak še vedno je bila odbojka main osrednji del moje identitete in življenja. Ne. In v bistvu poleg, ko sem končal, sem zgubil to. Ne. In poleg je bilo ono, kdo sem jaz, kam zdaj naprej, kaj je moja pot naprej. To je bila en del, potem drugi del je bil pa ta community. To verjetno se boš znal identificirati s tem. Pač, ti živiš med ekipo, tvoji prijatelji, tvoja skupnost je med ekipo in kar naenkrat tega ni več. Ne? In zdaj, kje dobiti tisto občutek povezanosti in to. Recimo od odbojka, odkar sem zaključil, nisem še dobil te prav pripadnosti, neki skupini, neki community in tako. Ker sem še malo tako bolj introverten, malo bolj loner tip in mi je ful težko naravno dobiti ta občutek community. Tako da recimo ta dva aspekta sta bila najtežja. Spravi, da se ne identificiraš več kot odbojkar in da nimaš neka communityja, družbe in tako. Ja, to je pri teh skupinskih športih se mi zdi ful neka lepa stvar, ne? Ful. Ko sem bil v eni fazi, ko sem malo govoril o tem, oziroma sem bil prepričan, da kuk mi je nogomet nekaj vzel, pa zdaj vidim, da mi je ful dal in ne bi nič spremenil. Tudi glede telesa, kak je skuro, malo živčni sistem ali karkoli, ampak po drugi strani, če gledam overall, mi je pa ful dal, ker točno to, ta občutek pripadnosti, ne? Ta občutek, da fajta za en drugega, da se boriš za en drugega in če ne more, ga podpreš in vse to izkustveno začutiti v telesi, se mi zdi, da je neverjetno in da ful za življenje naprej in se želim za vsakega, ki to čuti, da bi to enkrat izkusil. Zanimivo pa, da si omenil to, da nisem identificiranje tega, potem, ko si spustil težko, ampak tudi ta pripadnost. Si me zdaj v bistvu spomnil tudi na sebe, da v bistvu tudi to, kar bila kriza pri meni, tako da ja, se čistrim. Zaradi tega pa verjetno zelo pomembno ustvariti v prihodnosti te neke skupine, kjer to začutimo, ne? In da nisem povezan s športom ali pa z nekim vrhunskim športom. Ja, to recimo mi je bilo, takoj sem povezal točke, ker si razlagal svojo zgodbo, da si pač bil v športu in potem si ustvaril community okrog glasbe, okrog osebnostne rasti in tako je malo zazdelo, sem začutil, mogoče si iskal neko spet pripadnost, ne, pa si dobil potem takrat in to je ful dobro, ne. Recimo jaz tega nisem še uspel, ampak vem, da pač želim tudi tle, ne, tako da sigurno se bo kaj ustvarilo, ne, ti si pa hitro, mislim, si dobil to skozi to, kar te zanima, skupne interese in tako. Kaj me zanima zdaj vaši festivali in tako, kako ustvarite ta občutek skupnosti v večji števili ljudi, se pravi na vaših festivalih je kar nekaj ljudi, kako še vedno držite ta prostor, ker pri manjših skupinah je to lažje ustvariti kot na večji masovni ravni. Več aspektov je tega. En je fundament tega je, da damo ljudem res občutek, da je vsak viden in da je vsak pomemben. Vsak je pomembna vloga na festivalu. In to bo pri 200, to bo zdaj letos pri 400 in če bomo šli na 1000, bo to pri 1000, ker jaz sem prepričan, da
vsak človek pride na nek dogodek ali pa na neko srečanje točno z namenom in more biti tam. In tudi vsak človek, ki pride na flows, je namenjen, da je tam. In sooblikuje to. Tako da mi probamo tudi dati ta namen, pa sporočati, pa ozavestiti to, da mi nismo organizatorji, kreatorji, pa facilitatorji, pa DJ-ji in oni so konzumatorji, ampak da smo vsi kreatorji. Pomeni, mi gremo iz konzumacije v ko-kreacijo. Kar tudi pomeni, da nismo mi tisti, ki dajemo energijo in oni jemljajo, ampak da mi vsi dajemo in jemljemo. Pomeni, mi sodelujemo in to vedno probamo tudi sporočiti na začetku festivala. Mi imamo vedno te začetne kroge, rečemo intro circle in pa sharing ali pa closing circle. Pomeni, to je tudi iz energetska vidika, da ti odpreš prostor in ga zapreš. Zelo pomembna stvar. Ne? In na začetku smo v krogu in to tudi jasno damo vedeti, da nismo zdaj tu organizatorji, ki bomo mi vam ustvarjali nek hotel mama, ali kako bi temu rekel, ne? In boste vi pač tu sam zdaj konzumirali vse, kar vidite, ampak ustvarimo skupaj in prevzemite odgovornost in podpirate en drugega, ker 10 naših ni dovolj, da 200 ljudem držimo prostor, ampak vsak posameznik ima več možnosti, kakor si misli. Ne rabi biti en šaman, da drži enemu prostor. Vsak lahko drugemu drži prostor, že s tem, da sam drži pozornost in posluša nekoga. Ne? In to probamo dati v ta festival. To je v bistvu meni zelo pomembna osnova, na čemu vsem temelji. Ko-kreacija in prevzemanje odgovornosti. Odgovornosti za svoja čustva, pa tudi mogoče odgovornost, da podpiramo en drugega na vseh nivojih in da ni samo to neka ideja, kaj je spiritualnost ali pa kaj je ta bubble ali pa festival, ampak da je že to v vsaki minuti živimo to. In tako probamo ustvariti ta nek prostor pripadnosti, ker res vidim, da pripadnost se lahko samo ustvari, če daš ljudem neko vlogo, neko odgovornost in da imajo možnost sokreiranja pa izražanja kreativnosti svoje. Da imajo občutek, da so del nekega outputa ali pa del neke zgodbe in sooblikuje to. Ne samo, da nimajo vpliv na to. No. To je za mene zares skupnost. Zanimivo. Nikoli nisem razmišljal toliko o tem, ampak ja, nek sens je. Hkrati pa rabiš tudi take ljudi, ne? Vse se povezuje med sabo. Verjetno vam pridejo na ta festivali, pridejo taki ljudje, ki so itak odprti, zato tako da je potem lažje, ker v bistvu tudi oni lažje dajo, prevzamejo odgovornost, so odprti pa pomagajo drugim, tako da pole se fila eno z drugim. Ne? Tako ja, in itak spet, ne, tu lahko hitro pride ta občutek, jaz nikoli nisem nekaj kreiral sam, to je mogoče v naši miselnosti, ampak imamo, tako si rekel, balans ljudi, ki so pa res že dolgo let kreatorji, pa so sami delali ful nekih delavnic. To je neverjetno, ko prije ljudi, ko tudi že sami zdravijo in vse to, in to se ful pozna, ne? Ker ful držijo pol prostor mogoče ljudem, ki so pa mogoče na začetku ali pa se spoznajo s tem in se ful lepo zbalansira in več je takih, ki znajo držati en drugemu prostor res močno, bolj globoko lahko gremo. In vedno je tako mora biti. In zdaj, na primer, v Trakoščanu, ko smo imeli novembra, zelo globoko smo našli zaradi tega, ker je res bilo tako, ful smo čutili te stebre, no? Da so držali tako ves ta prostor. No? In tudi zanimivo je bilo slišati terapevte, facilitatorje, da so rekli, da so eni imeli eno od najboljših delavnic, ker so res čutili, da so ljudi njim dali toliko energije, da so postali najboljša verzija sebe, ker to je point tudi celega flowsa, pa vse, kar delamo, da postaneš najboljša verzija sebe in aktiviraš najboljši potencial sebe in mi je lepo videti, da to tudi facilitatorji čutijo, ne? Ker dobijo ta res support od obiskovalcev na delavnici in pol lahko tudi zelo flowy ali pa zelo pretočno dajo to, zakaj so tam. Ja, jaz se prav veselim. Tu recimo za vaš festival sem slišal,
mislim, da je zdaj že 1 leto nazaj, smo bili na enem dogodku v Celju, kjer je vrtel tudi med drugim Klemen Selakovič in tam sem se spoznal z Urbanom, verjetno se poznasta, ne? Smolar, ne? Smolar, tako. In on mi je takrat prvič povedal za ta festival, pa sinergija, pa kaj počneste in tako, ampak lani ni bil še ta pravi cajt, da bi se tu zadeležil. In pole leto sem pa prav začutil, da mogoče bi, ne, in pole, tu sem videl že pred novim letom, sem videl, da boste imeli poleti, pa pole takrat ni še bilo in pole po novem letu sem pismo, tu bi pa res, ne, in pole smo se povezali, tako da me je prav fajn te malo spoznati že vnaprej, pa še malo se pogovoriti o tega, malo deliti to z drugimi, z ljudmi, ker sem zdaj res, da sem vas ful začutil, no, tako da. Hvala, da si se odzval, pa da lahko to sokreiramo, ne, ker se mi zdi, da da če začutiš in se nekako, da imaš neke podobne imenovalce, lahko ful več skreiraš skupaj, no. In to je zdaj v tem primeru, se ta sinergija že tu ustvarja, ne. Tako da me zanima, a si ti drugače tudi kaj v elektroniki, ali pa si poslušal to, ali te zanima, ali ti je čist novo, ali pa zakaj si na primer ti začutil Flows, kaj je bilo tisto, kot je rekel, okej, zaradi tega bi pa šel tja. Ne toliko zaradi muzike, sicer poslušam malo, recimo eden izmed mojih najljubših izvajalcev je Gramatik, sicer on ne vrti prav take muzike, ampak je približno neka elektronika, bolj tak chill elektronika, se niti ne vem, kaj je to zvrst, ker ne poznam tako dobro, ampak recimo, kaj mi je reklo, da so delavnice, ki boste imeli, se pravi, velik spekter delavnic, community, predvsem to, no. Ti zvečerni del, ni toliko pomemben za mene, bolj tisto čez dan, razne delavnice z različnih področji osebne rasti, spiritualnosti, tako da tisto je tisti ta glavni del, zakaj se želim udeležiti. Hkrati pa malo muzika, recimo na tistem dogodku, ki sem ti prej pravil, sem bil prvič na takem dogodku, ki je bila taka bolj elektronska muzika, tako je bilo zanimivo, nisem še bil, mi je bilo fajn, tako da Ful dobro. Kaj pa drugače tvoja glasba? Jaz imam kar širok spektar, mislim širok spektar. Zelo mi je všeč punk rock, se pravi tisti začetek 2000, Offspring, Green Day, moj najljubša skupina je Linkin Park. Tak timeless muska, ne? Ja, pa zdaj so spet nazaj, jaz sem prav fan in zdaj pred novim letom, oziroma to je bilo že septembra, so pač po smrti Chesterja, ful časa niso več delali in tako, in zdaj po 7 letih so se dali spet skupaj, imajo novo vokalistko, novega bobnarja in zdaj bojo imeli, so izdali nov album, nove pesmi in zdaj imajo turnejo po svetu, tako da s kolegom konc junija gremo na koncert v Milano. Tako da jih bomo prvič videli v živo, kar mi je dream come true. Malo sem tudi manifestiral to. Tako da to. Pole recimo punk rock mi je ful všeč, rap, elektronika, komercijala. Tako da, vse pa malo, Jaz vedno rečem, da je ful dobro imeti malo širok spekter te glasbe, ko v vsakim glasbi lahko najdemo nekaj podpornega. Ne? Tako je, tudi odvisno pole od počutja, ne? Zdaj recimo med fitnessom je spet punk rock, mi je ful všeč, da te malo našopa, ali pa recimo kakšna elektronska in to. Tudi recimo punk rock mi je ful dobro za predelovanje čustev, sploh recimo, ko sem prej razlagal, malo se mi nabira, ker še vedno ne znam prav dobro sprocesirati, ker dostikrat držim v sebi, kar hočem povedati, ker pač nikoli nisem bil tak, oziroma se nisem naučil izraziti ven in se mi potem nabira in potem skozi to jezo muzike, si lahko tudi izrazim to ven. Recimo, kdaj pride v avtu, ker čutim, da se mi nabere preveč stvari, muzika na max in potem malo zraven. Malo resno. Recimo, tu je še en aspekt, ki mi je manjko od športa, ker med športom, med treningami, tekmami se je ustvaril prostor, kjer sem lahko bil jaz. In so prišla ven čustva, to veselje, jeza, frustracija. Veš, če si bil zafrustriran, si udaril balo gor do stropa, veš, in kadar ni bilo več športa, se je ta prostor, ni bilo več, ne. In potem sem iskal nove načine, kako bi začel lahko to izražati, in eno je to skozi muziko, fitness, drugo je pa recimo aesthetic dance, ki si ga tudi omenil, ne. Recimo preko Aubreyja Marcusa, če vam mogoče poznaš, to je eden podcaster iz Amerike, oziroma
coach, podcaster, podjetnik. On je recimo začel govoriti o tega aesthetic dansa in kako recimo lahko skozi ta aesthetic dance predeluješ čustva, travme, nabran stres in to. Recimo testo me je pole tudi pomagalo. Predela stvari, pa jih dan ven iz telesa in tako. Pa ti pol ta aesthetic dance, ne vem, si doma, naštimaš neko muziko in pol plešeš, ali greš pač na prav delavnici tega? Ne. Sem bil sicer na delavnici Maje Grintal, ampak ona ima delavnica, se imenuje Orodja za izražanje čustva, Emotional Tools, ker tudi skozi ples izražaš te stvari. Če ne si pa upalem muziko, kada čutim, da preveč se nabere, pa samo potem migaš, pa ko si rekel, probaš čim bolj sproščeno, pa brez nobenih zadržkov. Gibaš po občutku, pa recimo, če sem delal noge, potem čutim malo napetosti v nogah, potem malo več z nogami, če ne malo več želodcem. In tako pole se čutim, kako recimo pole prihaja ven stvari. Tako da zanimivo. Vedno prihajamo nazaj na ples, koliko je to ena taka naravna stvar in to, kar imamo v sebi in ne rabi biti kompleksno. In včasih kar malo pozabimo, da je to neka taka ful pomembna osnova. Zraven pa prije petje, to, kar si tudi prej omenil, zanimivo, da smo ful, v bistvu slovenski šamanizem ali pa kresništvo ful pravi, da je en od ključnih čakr, oni niso gledali to na čakr, ampak drugačen sistem so imeli, ampak da če odpreš grleno čakro, se ti odpre srce in vse skupaj. Tako da v bistvu to izražanje čustev, pa da se ti tudi odpre, da lahko se mi deremo, da lahko pojemo, je ful healing in zelo pomembno. In se mi zdi, da je tudi potrebno se že ustvarjajo in se upam, da še bojo več ustvarjali ti prostori za petje. Za petje, za dretje. Ko meni to tudi ful manjka, rečemo. In meni zdaj to, naprimer tenis, zdaj sem začel tenis redno igrati in mi tu imam res ta prostor, kjer se lahko zaderem, kjer lahko udarjam, kjer lahko to dam ven in je ful pomembno, da si damo ta prostor za izražanje vseh teh čustev, ker velikrat, če gremo tule v mesto ali pa že v gost, v neki bližini se dret napolne, je že kar tako. Kaj, če me bo kdo slišal, kaj si bo mislil, in tako naprej. Ja, je pa nekaj ful naravnega. Veš, kaj bi se še malo ostavil, preko smo začeli ta podcast, smo spili kakao, ki si ga pripravil, pa sem videl tudi na Flowsu, da boš imel ceremonijo oziroma delavnico s kakavom, tako da lahko še malo to predstavljaš, kako si začel s tem, kako to poteka in tako. Kakao me je poklical Tjaša Jarc, ena ful dobra kolegica, me je uvedla v kakao, ker je tudi bila del te družbe, ko smo se družili na začetku. In ona je pripeljala enkrat kakao, meni si da imela rojstna ali nekaj takega in je rekla, če bi jaz odvodil meditacijo, ker tako nekako je začutila. In pol sem to v kombinaciji s kakaom, pa sem tudi pomagal kuhati, sem začutil, tole mi je pa ful domače, tako malo strange domače. In pol je družbi to bilo ful všeč in so drugič rekli, če bi še spet to naredil, Matjaša me je ful podpirala in pol je to ful naravno prišlo. In se mi zdi vse, kar prije nekako naravno v naš life je nam namenjeno. In potem smo na festivalu tudi, pol smo začeli delati kakao dance, to je v bistvu bil ta prvi korak pred festivalom, da smo v bistvu še delali nekaj druga kot sam žure, nekaj malo bolj poglobljenega in pol smo začeli delati te kakao dance. Kakao dance je pa v bistvu kombinacija ceremonije kakava in pa ecstatic danca. Pomeni, prvi del je obred, potem vodena meditacija in potem ta vodeni ples, ki je malo podporno, da mogoče ljudi, ko niso še tako v tem prostem izražanju plesa, da jih malo podpremo, da se mogoče malo začnejo gibati drugače, ta animal movement, tako se gibamo, da postanemo živali, da nas malo da v te izven teh naravnih vzorcev, naravnih vzorcev, kot mi poznamo, in potem ta prosti ples in vedno smo imeli polenga DJ-ja zraven, ki je pač to odvodil. In pa smo videli, da je meni to ful veliko dal in pa tudi ljudem, da jim pomeni to poglobljeno, tudi veliko več. In pa smo to začeli
tudi vključevati v festival in to so najbolj obiskani workshopi in tudi najbolj, mislim, ne najbolj globoki, sploh ne bi primerjal z drugimi, ampak zelo, zelo podporni. No? In ta obred oziroma kakao, mogoče tisti, ko ne poznate ceremonialni kakao, to je ena druga veja tega kakao drevesa in ta drevo se reče kriojo, ki je v bistvu divji kakao. Imamo še sicer ene avtohtone vrste in to so pravili že Maji in Azteki za zdravljenje. Rekli se je medicina odpiranja srca. Napitek, ki so oni uporabljali za povezovanje z telesom, z intuicijo, z naravo. Ta spirit, ko ga nosi kakao, kakao se reče, to je boginja kakava. In razlika med tem kakaom pa industrijskim pridelanim je, da je vse te sestavine niso izolirane, kot v industrijskem kakao se velikrat kakao, maslo kakava izolira ali pa karkoli se zelo termično obdela. Pri ceremonialnem kakao pa to drži, mislim, obstane. Vse te sestavine so še note, ne obdeluje se tako ta kakao in začne se že z načinom sejanja, ker je v bistvu zelo vredno, se seje semena, meditira se oziroma imajo svoje načine, tudi te predniki. Fokusiranje na Južno Ameriko oziroma tam prihaja, ta kakao danes imamo iz Gvatemale in ti ljudje, ki se s tem ukvarjajo, so zelo povezani pač s tem spiritom ponavadi. In vsebuje tudi veliko magnezija, kalcija, železa, tako da v bistvu zelo sprošča, zelo te da v trenutek. Ampak je pa zelo pomembno, da tu damo neko namero in pa spoštovanje in pa naredimo mogoče tudi nek mini obred. Obred pa sam pomeni, obred je lahko na različne načine. Ne? Jaz ne grem čisto po tradicionalni poti, ker se tudi nikoli nisem zares učil neposredno od enega šamana iz Južne Amerike in sem se vedno sem se malo sem se sekiral zaradi tega, ampak sem prišel do zaključka, da je point spoštovanje, pa da vedemo, kje so korenine, ampak zdaj živimo v svetu, kjer je pa tudi pomembno, vsaj za mene, da ustvarimo naše obrede, svoje obrede, ampak da še vedno vemo, da izkot izhaja, ne? In kombiniramo malo, inoviramo, ker mi nismo v Južni Ameriki in mi imamo druge probleme, mi imamo druge načine in ne rabimo, mislim, saj mojega mnenja je, da ne rabimo kopirati vse ena na ena, ampak vzamemo nekaj in potem to, kar začutimo, naredimo po svoje. Zaradi tebe jaz tudi spodbujam vse ljudi, da začnemo delati svoje obrede, to, kar mi čutimo, svoje jutranje rutine, da se naredi obred. Ne? In potem, ko se skupina ljudi dobi na enem mestu in naredi en obred, ki je v bistvu neka struktura nekih aktivnosti, pomeni na začetku vsi podelijo mogoče, kaj čutijo, potem gremo v meditacijo, dajo nek namen, je malo muske. Vse to omogoča, da mi prijemo v trenutek in obredno dejanje ali pa obredna aktivnost velikrat pomeni zbiranje na enem mestu in prihajanje v trenutek. Da ti v bistvu misli daš malo stran in prideš v ta trenutek, je tukaj in zdaj. In ko na tak način mi jemljemo kakao in si damo nek namen, je ful bolj močen tudi. Ne? Lahko eni ga tudi pijejo namesto kave zjutraj vsak dan ali karkoli, nič narobe s tem. Meni bolj sede, da ga res vzamemo z namenom, pač malo bolj globokim. In potem to nam pa potem pomaga, ker ta kakao res odpre srce, malo te iz uma, iz racije da v telo, potem ta ples zelo podporno, ta ecstatic dance, da gremo pol v gib, doskrat je pol organic, muska, tako malo organic, down tempo, muska, pa pol lahko ecstatic dance gre pol tudi v melodik, pa v psy, da se res naplešemo, tako da to okoli kakava. Je pa itak en od medicine, tako da mogoče vsem tudi ne sede. Ja. Jaz sem prvič danes, nekaj sem vam pripravil, pa pole smo malo zmeditirali, pa smo začeli pole podcast
In mi je fajn feeling, no? Tako sproščeno. Čutim, da nisem toliko v umu, kot ponavadi, ker sem ful tako racio človek, hkrati pa tudi ful čutim, tako da moram kombinirati oboje. In zdaj čutim, da je racio malo bolj potiho in bolj čutim svoje telo. Tako da zanimivo, me pole zanima, kako bo tudi čez dan in tako naprej. Tako da, Ja, ima nek dolgoročni efekt tudi, ne, v bistvu kakao, tako da meni je ful pomagal v procesiranje tudi nečesa. Tudi tako, kako si rekel, če sem preveč bil v glavi in sem si začel delati neke zgodbe, pa sem se zaciklil v mi je kakao velikrat pomagal priti malo iz srca, pa iz srčne perspektive gledati mogoče na moje probleme ali pa na moje cikle ali pa karkoli, torej reflektirati iz srčnega prostora. Super. Prej sem me vprašal, zakaj sem se odločil za festival vaš, pa kaj se najbolj veselim in tako za me pa mene zanima, kaj tebe najbolj veseli, pa kaj najbolj pričakuješ od Flowsa, ali kakšna delavnica, ali celotna izkušnja, kaj recimo ti najbolj čakaš oziroma pričakuješ od Flowsa. Ful probam se spuščati pričakovanja, ne. Tudi če je težko, tudi moj hoče vedno imeti neka pričakovanja, ampak mogoče edina pričakovanja je, da res ustvarimo spet ta prostor, kakor smo ga do zdaj ustvarili, da res lahko vsak dobi to, kar mu je podporno. Ne mogoče to, kar želi, ampak res to, kar je podporno, ker velikrat mogoče to, kar si želimo, mogoče ni najbolj podporno. Tako da, želim si, da res ustvarimo tak prostor, da se lahko vsak najde, se lahko vsak začuti in da spustimo maske. V bistvu si to so mogoče neka pričakovanja ali pa želje bolj. Pa ne hrepenenje, ampak sam želja, da meni je najboljši trenutek na Flowsih, ko smo na plesišču in se gledamo en drugega ali pa sam čutimo in kjer ni razlikovan, kjer ni važen, kater poklic izvajaš, kakšno zgodovino imaš, kaj si že naredil, kaj boš naredil, ampak vsi smo pomembni del tega plesišča, pa te izkušnje in to se čuti. In ta občutek je meni ko se jih zelo veselim, no. Tako da to. Super. Kje se lahko ljudje več preberejo od Flowsa in če začutijo, recimo pa če so začutili ta pogovor, karte so še verjetno, ne? Karte so še, tako. Kje se lahko preberejo več o tem, oziroma kje lahko kupijo karte in tako? flowsfestival.com, tam imamo več informacij, imamo tudi naš Instagram, kjer imamo sinergija.si in Flowsfestival Instagram account, kjer tudi objavljamo redno informacije, tako da tam, zdaj bomo dali tudi weekend passe ven, tako da to pa itak nam lahko pišete na Instagram ali pa na info@sinergija.si, tam odgovarjamo na vprašanja. Je pa koncept tega Flowsa, mogoče da še samo omeni malo drugače, kakor mogoče klasični festival s šotorjenjem. Tukaj se gre, da smo v neki festivalski vasi, kjer v bistvu so hiške in tam si rezerviramo apartmaje. Sicer so zdaj že, cela vas je že zabukirana, tako da zdaj smo naredili nek tak most z vasjo, ki je 500 metrov iz tega področja, tako da zdaj se še lahko apartmaje rezervirajo pač iz te vasi, ampak je ful dober vibe, ker je vse na enem mestu, to je v bistvu enem rezortu. In tam se pač dogaja vse skupaj, tako da nimamo kamp, ampak se vsi spijo v nekih apartmajih. Tako da, potem imamo pa še hrano zraven, torej restauracijo, kjer se zjutraj skupaj je, pa zvečer, torej tudi vse opcionalno, ampak je tudi ful to mi tudi veliko pomeni, ko skupaj pridemo potem zjutraj na zajtrk, ko si skupaj jemo, se vidimo, se pomenimo zvečer isto in je ful ta občutek pripadnosti tudi tam začutim, ker se mi zdi hrana je kar en tak pomemben del tega občutka skupnosti in mi to ful pomeni, no, ko pol tam skupaj jemo, ja, in izmenjamo in tako naprej, tako da letos smo tudi spremenili lokacijo malce, gremo v en beach bar, kjer bo pač več kapacitet, ker zdaj smo bili omejeni na 200, tako da tam bo tudi
dosti veliki bazeni, bo neposredno zraven morja in bo tudi festivalska izkušnja čisto drugače, kot je zdaj bila. Tako da to se tudi že kar veselim. Da hoš deliš lokacijo, pa termin časovni, da se bojo znali ljudje malo predstavljati. Termin je od 11. do 15. junija, je pa na Ugljanu, otok Ugljan, to je nasprot Zadra, to je zraven Pašmana, je pa vas Kuklica, tako da je ena manjša vas tam. Tu je že Dalmacija, ne? Rečemo. Skoraj. Ja, je. Nekje od Zadra. Mislim, eni naprej. pravijo, da je Zadar že Dalmacija, Ne. tako da je načeloma. Ja. Ja, Pa voda je res dalmatinska, kako bi rekel, no, zelo, zelo čista je, sploh na tem otoku. Se pozna, no, da je malo ven, tako da. Okay. Ja. Sem mislim, da so še kakšna stvar, ki bi delil od Flowsa, sem mislim, da smo predelali kar dosti. Ne? Ja, mislim, da. Tako da. Mislim, tisti, ko začutite, bi samo rekel, če začutite, pa tudi mogoče za tiste, ki nimate skupino, ko bi šla z vami, vas naj ne bo strah, ker boste tam vsekakor najdli ljudi, s katerim boste zavajbali in dosti ljudi pride sami. No. Tako da solo triperi, welcome. Ne rabiš imeti skupine, da priješ tja. Super. Zdaj preko zaključimo. Imaš še kakšno stvar, ki ti prije recimo zdaj na misel, da bi še delil mogoče z ljudmi, kakšno spoznanje, pa tako ti odprem še ta prostor. Če se ti pojavlja zdaj kakšna misel, pa če si ki začutil, da nismo še govorili o omenjeni. Mogoče najbolj to, da zadnje čase na kakao dancih, pa na meditacijah rad delim je, da vse, kar jaz rečem, ali kdorkoli reče, je relativno in ni absolutno. Torej, relativna resnica. In zelo pomembno je, da se poslušamo in da smo tudi kritični do nekih relativnih resnic in perspektiv. In to, da smo odprti za različne resnice in zgodbe, ampak da se začnemo sam sebe poslušati, pa zaupati. Zaupati temu procesu, zaupati vesolju. Zadnje čase berem knjigo The Surrender Experiment, ki je zelo priporočeno, Michael A. Singer, in on glih o tem govori, kako je pomembno se včasih prepustiti, pa ne to delati vedno, kaj naš želi, ampak malo zaupati vesolju, da nam mogoče da neke ljudi in pa dogodke ali pa okolja z namenom in da jih pol tudi sprejmemo. Tako da to, no, zaupi svoji resnici, zaupi svoji poti in pa bodi svoj guru. Moč imaš v sebi, lahko si sam svoj šaman in svoj healer. Tako da jaz vedno pravim, vsak ima v sebi to, ampak samo aktivirati je treba to. Kaj recimo tebi pomaga, da se prepustiš, spustiš? Ker recimo jaz imam tudi kar težave. Je s to kontrolo, ne? Je boljše, kot je bilo v preteklosti, ampak prija še vedno obdobje, kjer držiš kontrolo, ker če držiš kontrolo, se ti zdi, da si bolj pod nadzorom nad stvari, ampak je v bistvu vse iluzija. Bolj, ko se prepustiš, boljše je. Kaj bolj, ko stiskaš neko kontrolo in to, slabše je. Kaj recimo tebi pomaga? Tebi osebno. Pri spuščanju kontrole? Ja, recimo. Spet pridem nazaj na to ustvarjanje prostora, opazovanja. Torej, meni zelo pomaga prvo dih, da ko vidim, da sem v kontroli, pa sem zategen, ker sem velikrat v tem vorteksu malo zadihati in iti mogoče v ta opazovalec, kaj je za tem, da hočem kontrolo držati, kaj mi to pomaga. A zdaj, če vmes novice bral in ne morem vplivati na to, ali pa na ta output, da, ne vem, si želim nekoga spoznati ali pa se z nekom dobiti, pa zdaj ta oseba ne more, a mi zdaj kaj pomaga, če jaz zdaj tu se pač s tem ukvarjam in si svoje zgodbice delam, ampak sam, ne, to meni najbolj pomaga in zdaj to ni enostaven odgovor, ne. Ampak jaz bi rekel refleksija, pa iti v prostor opazovalca. Pa se v bistvu spraševati, na kaj imam jaz vpliv, na kaj pa nimam. In to, da kaj mi zares velikrat pomaga, je, da si rečem, vse je za neki dober in že more biti tako. To si ful ponavljam, to je kot neka mantra, da zaupam vesolju in da si rečem,
z nekim namenom je, zdaj še ne vem zakaj, ampak zaupam, da bom zvedel v prihodnosti zakaj. To je zanimivo, nekaj vidiš. V prihodnosti vidiš za pretekle stvari, kako se ti je neke stvari odvile z vzrokom. To sem se malo slabo izrazil. Ponavadi vidiš za nazaj, zakaj se ti je nekaj zgodilo, takrat pa nisi vedel, zakaj je to, pa je spet una kontrola, to ne sme biti tako, hočem tako, ampak pole s časom vidiš, da se je vse zgodilo z nekim razlogom. To je ful dober opomnik za vse. Da pol v tistem trenutku se spomnimo, tako si zdaj rekel, na to in si rečemo, bomo že videli v prihodnosti, ne rabim zelo odgovorov. Velikrat hočemo odgovore na vse stvari, pa vsa vprašanja, ampak glih to je povezava z zaupanjem, da velikrat nam vesolje ali pa življenje noče, velikrat ne probleme, če se damo žrtev, pa si rečemo, nekaj groznega se mi bo zgodil, pa jaz sem zdaj tu žrtev, ker me vesolje hoče tepiti ali karkoli. V osnovi nam hoče sam dober. Pa tudi s težkimi izkušnjami nam hoče dober, ker s tem se rastemo in s tem se veliko učimo. Tako da mogoče pomaga to, da utelesimo to, da vesolje nam hoče dober, življenje nam hoče dober. Vsi ostali nam hočejo dober, sam mogoče včasih ne vidimo tega. Top. Evo, zdaj za konc podcasta, pa za vsakega gosta dve vprašanji, ki so direkt vezane na tematiko. Se pravi, benessere v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje in 3 nasveti za več dobra počutja. Za mene pomeni dobro počutje, da imam notranji mir, da imam neko zadovoljstvo in da čutim neko hvaležnost. Da čutim hvaležnost in da počutim, da sem ne humble, a je to pravi izraz, ampak to sam, da čutim neko uzemljenost pa hvaležnost. Ta kombinacija, notranji mir, hvaležnost pa uzemljenost. Kaj pa nasveti za več dobra počutja, bi strnil v teh 3 točkah ali je še kakšen tak? A pa recimo, kaj tebi pomaga do več dobra počutja? Jaz bi rekel, da prvo pogledamo na te osnove dobrega počutja in to, rečemo po domač povedan, uredimo, torej spanje, hrana, gibanje, ker brez tega ni dobrega počutja. Tako da se mi zdi, da velikrat hočemo neke kompleksne odgovore na enostavne, ne. Hočemo nek kompleksen odgovor, v bistvu je pa zelo enostavno. In bi rekel, fokusirimo se na osnove in potem gremo naprej. Tako da jaz bi rekel, osnove za to so že dosti, da se dobro počutimo. Super. Evo, hvala Manuel za tvoj čas. Lepo, res me veseli, da smo se povezali, da si se pripeljal v Brda in da smo lahko predebatirali, oprli prostor za take tematike, ker ni enostavno govoriti o takih globokih tematik, sploh če so malo tako tabu in to. Tako da me je res ful veselilo. Zdaj še že malo delil, kje te lahko, oziroma kje vas lahko ljudje spremljajo in tako da bomo zaključili pri temu. Zdaj vam pa tudi jaz eno darilce zate. Ti si mi zame že dal eno, jaz pa nekaj prav briškega. To, bravo, ful ti hvala. Tako da boš imel malo, ne vem, kako si z alkoholom in tako, ampak to je ono za gušt. Ja, tudi nimam nič proti alkoholu. Tako da rad spijem kak vinček. Tako da 2 buteljkici malo ali s prijatelji ali pa recimo za kakšno večerjo in tako. Tega le imam ful rad. Ja, to je bageri, to je malo bolj tako premium. In potem je pa še eno krasno vino. V bistvu moja familija, ki sem ti prej razlagal, živi prav v vasici Krasno. In zdaj po njem so naredili pole še vino. To je pa tako osnovno, budget, ampak je pa ful dobro. Mislim, da je mešanca belega vina, ampak je ful tako, ful pitno in tako. Oziroma, pole je rebula. Hvala ti. Najlepše. Tako da res hvala ti še enkrat, da si se udeležil. Upam, da je bilo vsem zanimivo. Pa, dajte si pogledati več od Flowsa, če vas zanima, pa razni dogodki na Sinergija in tudi ono. Tako da se vidimo v prihodnjih epizodah. Hvala. Top. Vsaka čast. Ful ti hvala.